z veseljem pridem pogledati babico, nimam veliko možnosti, da vidim. In sigurno, da se posvetim tudi tem ljudem, ki so tukaj, ki dnevno skrbijo za mojo babico. Sigurno je treba biti hvaležen, to ni samoumevno in tako sem povedal, zelo sem vesel, hvala Bogu nam je dal Sale danes prej zjutraj, da sem se lahko glasil in sigurno bom z veseljem se vračal. Kdo bi še rad metal na pot? Naj se javi. O, super, super. Ja, se vidite, da mi je čisto vroče, ampak ja, so se kar potrudili, sigurno za njih je to, bom rekel, kar velik dogodek, se lahko malo razmigajo, so tekmovalni in sigurno to so ljudje, ki so sigurno celo življenje spremljali šport. Tudi videl sem, da so navijali za nas, ker smo bili na olimpijskih igrah, na evropskem prvenstvu in sigurno verjamem, da bo tudi letošnje poletje z nami. Kar par se mi jih je javilo, pravijo, da so navijači eni nogometaši, drugi košarkaši in sigurno je prav, da se jim posvečajo te momenti. Idejo nam je dal sam Klemen, kar je v času korone, v času te naših rdečih con, tudi bil zelo vesel, da smo tako poskrbeli tudi pri nas za naše stanovalce. In takrat sta se z našim direktorjem dogovorila, da prvič, ko bo nekako imel čas in ko bo v Sloveniji, bo prišel sem k nam v naš dom in bo tu tekmoval z njim in za našimi stanovalci. Ampak danes žal direktorja ni, smo pa to organizirali na tak način, pa mislim, da je bilo enako prisrčno in vsake dne note smo pripeljali 10 stanovalcev, ampak vseh 10 danes ni moglo tekmovati, tako da iz prve enote, druge in tretje in iz tabora je bilo po 2-3 stanovalci in vsak je bil v ekipi ali z Oliverjem našim, ki je nadomeščal direktorja v metanju na koš, v drugi ekipi pa je seveda bil kapetan Klemen. In tako da smo imeli 2 ekipi, ki sta se med sabo pomerili. Naši stanovalci, ostali pa tudi mi zaposleni, pa smo navijali za vse. Ne, rezultat ni bil pomemben. Klemen je sicer rekel, da vsak koš od nasprotnikov šteje za 3, ker so amaterji, ampak tudi njegovi ekipi so bili amaterji, tako da rezultat ni pomemben. Važno je takšno druženje in tako prijetno vzdušje, kot je zdaj tukaj pri nas.